Dežela ob Muri je od nedavnega bogatejša za novo turistično destinacijo, ki se nahaja ob Soboškem jezeru. Nekdaj degradirano območje Gramoznice je mestna občina Murska Sobota spremenila v športno-turistični in doživljajski park. Projekt sta v višini 80% sofinancirale Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V kratkem bo ob jezeru zaživel tudi paviljon Expano, ki bo kot turistično središče regije s storitvami, predvsem pa se interaktivno predstavitvijo sveta ob Muri informiralo obiskovalce, tako domače kot tiste od drugod. Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, je na otvoritvi motoričnega parka povedal: Jaz sem danes ponosen, res ponosen, da sem del te zgodbe, da nam je skupaj z vsemi, ki so pomagali, sodelavci, ki so vložili ogromno truda v to, da smo uspeli pridobiti evropska sredstva za ta projekt, to Kamešnico spremenili v nekaj, kjer reči ljudje, ko pridejo wow. In to je bil tudi naš cilj in tudi tako bo tudi v prihodnje. Nekaj mogoče številk. 43.000 kvadratnih metrov degradiranih površin smo spremenili v rekreacijski center. V južnem delu Soboškega jezera je bilo vloženih dobrih 1,5 milijona evrov, od tega je 1,2 evrov iz evropskih sredstev, 300.000 približno pa je prispevala mestna občina Murska Sobota. Občani so na nek način že odprli ta motoring park, kajti nedelje so tukaj zelo žive. Nas pa še čaka sedaj uradna otvoritev, ki se zelo veselim, in tudi veselim se naslednjih let, ko bomo tam nekje do leta 2025 zaokrožili celoten projekt, ki bo to Soboško Kamešnico uvrstil na zemljevid turističnih destinacij, ki jo bodo obiskovali ljudje od blizu in daleč. In od tega bo vsekakor tudi regija kot taka in turizem kot tak imel veliko koristi. Nova pridobitev, ki je namenjena športu, rekreaciji in aktivnemu preživljanju prostega časa, v sklopu ponuja tudi tako imenovani motorični park. Aleksander Jevšek o njem. Za nas je pomembno, da je še pred odprtjem, vsaj po obisku sedeč, prirastel ljudem k srcu. Namreč lokacija Soboškega jezera je izjemna lokacija v regiji in z kolesom se da iz Sobote priti sem v nekaj minutah, lahko se tudi sprehodiš in to je destinacija, kjer bodo lahko rekreirale vse generacije. Namreč te naprave so prirejene vsem generacijam, od otrok do starejših, kajti spodbujajo njihove motorične sposobnosti, ravnotežje, hkrati pa seveda z pogledom na to jezero spodbujajo tudi optimizem pri nas. Celovita obnova prostora ob jezeru zaobsega prireditveni prostor, otroško igrišče z igrali, urejeno nabrežje, 4 prostore za piknike, sprehajalne poti ter motorični park s 35 vadbenimi postajami. Slednjim tako postaja tudi učna in izobraževalna pot za otroke in mladino. O pomembnosti naložbe dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Mene izjemno veseli, da sem lahko danes tukaj na otvoritvi tega motoring parka. Gre za en izjemen primer iz večjih perspektiv. Prvič, zaradi tega, ker je to bivše degradirano območje, ki je sedaj spremenjeno v tisto, kar je vedno vredno naše pozornosti in kar je pomembno v družbi, torej za rekreacijo. Predvsem pa je to skupnostna zadeva. Torej stvar, kjer je skupnost vložila s pomočjo Republike Slovenije, s pomočjo Evropske unije, zato da bodo lahko državljanke in državljani, predvsem pa seveda občanke in občani in pa vsi, ki spadajo v to regijo, uživali v tem prekrasnem športnem parku. Zdaj to ni samo športni park, ampak je, kot je župan tudi rekel, turistična kapaciteta. Je pa vsej za nas, z vidika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pomembno tudi to, da je ta del, torej vadbeni del, bil zgrajen s pomočjo fakultete za šport. To nas zelo veseli, kajti je primer sodelovanja občin in fakultet. Veseli nas pa seveda tudi, da se tule gradijo nove športne kapacitete, da to še ni vse, da bo nekega dne, če sem prav obveščen, tule mogoče zrasla celo čolnarna, da bodo zrasli drugi vodni športi in ne znam si predstavljati boljšega, kot je pravzaprav to za nekdanje degradirano območje.
V kratkem bo z otvoritvijo paviljona Expano zaključena prva faza obnove. O funkcionalnosti in pomembnosti Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. V mesecu dveh bomo lahko tudi odpirali paviljon Expano. Nekoliko je zahtevnejši del sedaj v fazi zaključevanja. To so multimedijske predstavitve naše regije. Namreč povedati moramo, da ta projekt ni namenjen samo promociji Sobote, ampak regije v širšem smislu. Celotnega Pomurja, tudi našega Porabja in tudi ostalih koncev te regije, kajti pred nami je zelo zahtevna naloga. Najprej se moramo zelo dobro povezati v pomurski regiji z turističnimi produkti, vse 27 občin. Povezujemo se pa tudi že z sosednjo Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. In to je dodana vrednost te destinacije. Zato smo jo imenovali to destinacijo Vrata v Pomurje, kajti mnogo ljudi sprašuje, ko se pripelje po avtocesti v Soboto, kam naj grem. Tukaj bojo dobili odgovor. Mestna občina Murska Sobota namerava Soboško jezero razvijati po modelu skupnostnega turizma, saj v prihodnosti ob njem ter v sklopu Expana načrtujejo nove ponudbe, kot so kemp, glamping, wake park, nastanitvene kapacitete ter dodatno kulinarično ponudbo.